Po prenovi je Captiva še bolj privlačen in na izgled dinamičen SUV. Pri kupcih je bil zelo priljubljen prav zaradi oblike in seveda ugodne cene. K sreči je novi naredil opazen napredek tudi na drugih področjih. Novi 2,2 litrski dizelski motor ima sedaj 135 kW in je občutno močnejši in prijetnejši za vožnjo. Žal pa še vedno porabi preveč goriva. Na testu je poraba znašala med 9 in 10 litrov na 100 km. Z ročnim menjalnikom je poraba malo ugodnejša, tale avtomatik, ki ima sicer 6 prestav, pa je precej počasen in potraten. Čeprav je fino lenariti z desno roko, bi sam veliko raje izbral ročnega, ki pa je le 600 € cenejši. Cena takšne Captive je dobrih 30 tisočakov, kupec pa dobi res veliko opreme. Od navigacije, ki sicer še ne pozna čisto vseh cest v Sloveniji, do klimatske naprave, lepih in velikih 19-palčnih platišč, do usnja na sedežih. Plus ogromno prostora v kabini, zelo velik prtljažnik ali pa še 2 dodatna sedeža, ki sta skrita v dnu. Od takšnega avtomobila ne pričakujte, da boste z njim divjali. Preveč se nagiba v ovinkih in čeprav so inženirji tu naredili kar velik napredek v primerjavi s prejšnjim modelom, je težišče enostavno previsoko, volan pa premehak, za res dober občutek med hitro vožnjo. S Captivo se vozite počasi in glasno poslušate glasbo, da ne boste slišali vsega tega škripanja armaturne plošče, pa vam bo prav všeč.